Spoštovani minister za obrambo Marjan Šarec, državni sekretar dr. Damir Črnčec, državni sekretar Rudi Medved, generalni direktor Direktorata za logistiko magister Željko Kralj, direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar, poveljnik prve brigade polkovnik Gregor Vodeb, predstavniki podjetij z področja obrambne industrije s sodelavci, predstavniki medijev, drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na prvi veliki skupni predstavitvi razvojnih projektov Ministrstva za obrambo in slovenskih podjetij. Ministrstvo od leta 2022 znatno povečuje sredstva za področje raziskav in razvoja. S ciljem modernizacije Slovenske vojske ter sistema zaščite in reševanja spodbujamo raziskovalno-razvojne in inovacijske projekte, pri katerih sodelujejo izključno domača podjetja. Ob tem pa se slovenska podjetja, ki so inovativna in visokotehnološka, v razvojnih procesih povezujejo v konzorcije. Pogodbe, sklenjene z ministrstvom, so tudi zelo pomemben korak pri njihovem nastopanju na tujih trgih, saj predvsem enote Slovenske vojske predstavljajo priznano referenčno okolje. Danes smo v vojašnici Edvarda Peperka pripravili statične in dinamične prikaze nekaterih aktualnih razvojnih projektov, ki so približno v letu dni že dosegli razvojno stopnjo tehnoloških modelov ali delujočih prototipov. Nekateri, še posebej simulatorji in trenažerji, pa so že polno funkcionalni in v operativni uporabi enot Slovenske vojske. Spoštovani, razvoj tehnologije, pa tudi drugi dejavniki pomembno vplivajo na vojaško delovanje in taktiko. Da bi naše vojaške enote učinkovito izpolnjevale svoje temeljno poslanstvo, je izjemnega pomena, da so ustrezno opremljene in usposobljene. K besedi vabim poveljnika prve brigade, polkovnika Gregorja Vodeba. Gospod minister za obrambo, gospod Šarec, državni sekretar dr. Črnčec, načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Glavaš, poveljnik sil, brigadir Močnik, spoštovani predstavniki industrije, predstavniki medijev in kolegi vojaki, dobrodošli v vojašnici Edvarda Peperka. Danes sem zelo vesel, da vas lahko gostimo v tej vojašnici. Vesel sem zaradi dveh razlogov. Prvi je v tem, da lahko vidimo te izjemne prostore, ki smo jih izgradili na novo in so predvideni za garažiranje naših oborožitvenih sistemov in vozil. Do tu ste se pripeljali mimo energetsko obnovljenih, že obstoječih objektov Slovenske vojske, ki bodo omogočali nastanitev in nove delovne prostore za pripadnike Slovenske vojske in prve brigade. Izgradnja vojašnice se tu ne bo končala, nadaljevala se bo z novimi objekti logistične in vadbene infrastrukture. Drugi razlog mojega optimizma pa je dejstvo, da je Ministrstvo za obrambo na enem dogodku združilo industrijsko, vojaško in verjamem, da tudi kakšnega pripadnika akademske srednje. Menim, da tak dogodek lahko pospeši naše medsebojno sodelovanje na način, da bodo raziskovalno-razvojni projekti še bolj uspešni in da bodo dosegli svoj cilj. To pa je domače znanje in domača proizvodnja vgrajena v sodobne oborožitvene sisteme, ki jih Slovenska vojska nujno potrebuje za uresničevanje svojega poslanstva. Še enkrat dobrodošli v vojašnici Edvarda Peperka in najlepša hvala. Najlepša hvala. Nacionalne razvojne projekte, danes jih tu predstavljamo 19, trenutno pa jih je v teku več kot 90. Pripravlja, spremlja in vodi ekipa Direktorata za logistiko v sodelovanju s sektorjem za razvoj in opremljanje Generalštaba Slovenske vojske in ostalimi sodelavci iz posameznih strokovnih področij. Celotna ekipa nudi nepogrešljivo strokovno in uporabniško podporo predstavnikom slovenskih podjetij in njihovim razvojnim timom.
Vsi skupaj k sodelovanju vabijo tudi ostale domače razvojne in raziskovalne institucije ter fakultete. Današnjega dogodka z vsem, kar si bomo lahko skupaj ogledali, ne bi bilo brez razumevanja vodstva ministrstva o kompleksnosti sodobnega varnostnega okolja in nujnosti, da se tudi Slovenija odziva na dogajanje, opremlja in oborožuje svoje enote. Čeprav minister kmalu odhaja, je njegova zaveza, da ekipa na ministrstvu za enako dinamiko nadaljuje procese v začrtani smeri, torej odločna in močna. Spoštovani prisotni, za nagovor prosim ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca. Spoštovani člani odbora za obrambo, spoštovani predsednik odbora za obrambo, dr. Martin Premk, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, državna sekretarja, drage sodelavke, sodelavci, spoštovani gostje. Danes mi je v veliko veselje in čast nagovoriti vas, ko vlaganja in prizadevanja že dajejo sadove. Seme, ki smo ga zasejali, že klije in že tukaj pred nami vidimo prve rezultate, otipljive rezultate našega dela in naših prizadevanj. Slovenska vojska je v fazi nujne modernizacije. Modernizacija je ključna beseda v zadnjem obdobju, kajti svet okoli nas se je drastično spremenil, spremenile so se okoliščine, spremenile so se nevarnosti, spremenila pa se je tudi miselnost znotraj naše države. In od nekdaj so bile oborožene sile vseh držav tiste, ki so spodbujale raziskave in razvoj. In vsi produkti, ki jih danes uporabljamo v civilni rabi, so bili vedno najprej razviti za vojaške namene. V Sloveniji smo v letih od osamosvojitve pa do danes imeli različna obdobja. Bili so vzponi, bili so padci, bile so krize, bila so tudi svetlejša obdobja in danes smo spet v svetlem obdobju razvoja, ko se zavedamo pomena vlaganja v raziskave in razvoj. Leta 2022 je Ministrstvo za obrambo namenjalo za raziskave in razvoj 2 milijona, leta 2023 slabih 12 milijonov, letos namenjamo 23 milijonov in za naslednje leto planiramo 23 milijonov in pol, kar pomeni, da so raziskave in razvoj še kako visoko na naši agendi. Dodana vrednost, ki je v tej industriji izjemno visoka, mnogo višja kot v drugih panogah, je tisto, k čemur Slovenija stremi. Mi nikoli ne bomo največji in ne bomo si mogli privoščiti takih velikoserijskih proizvodenj, kot si jih drugi, lahko pa smo tehnološko med najbolj razvitimi in tudi smo. Danes so z nami tudi predstavniki podjetij, ki so ključno gonilo razvoja in napredka in skupaj s katerimi tudi izvajamo ta naša vlaganja. In ta hip, ko stojimo tukaj, smo priča več kot 120 domačim in mednarodnim projektom, ki potekajo. V letu 2024 pa smo podpisali za 80 milijonov pogodb s proizvajalci. Kajti raziskave in razvoj in lastna oprema, lastna oborožitev in lastna tehnologija nista samo vprašanje denarja in financ, ampak sta predvsem tudi vprašanje neodvisnosti, domoljubja in lastne samozadostnosti v tem krutem svetu, ki smo mu danes priča. Zato moramo nujno, tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi, razvijati lastno industrijo, pa čeprav je to včasih nekoliko dražje
ampak pridejo trenutki, pridejo nevihte, ko je še kako pomembno, če imamo svojo opremo, če ne čakamo na drugo. En primer je tak iz zaščite in reševanja, kjer ne bomo več čakali na druge, ampak bomo imeli lastna letala, kajti takrat štejejo minute in takrat je pomembno, da si opremljen. Na obrambnem področju pa še toliko bolj. In zato me veseli, da si bomo danes lahko ogledali številne razvojne projekte, ki niso samo neke sanje ali neke študije, ampak jih bomo lahko videli, jih bomo lahko otipali in jih bomo v relativno kratkem času lahko imeli priložnost tudi videti v uporabi Slovenske vojske. Drage gospe, cenjeni gospodje, iskrena hvala, da ste danes prišli, želim vam prijeten ogled in naj živi Slovenska vojska, naj živi modernizacija. Iskrena hvala za spodbudne besede, minister. Verjamem, da se skupaj že veselimo ogleda rezultatov aktualnih razvojnih projektov in vas tudi vabim vanj. Ima nekaj funkcij velikega, v bistvu ne vseh, ampak že kar pokriva večino, kar na hidravlično nastavitev višine podvozja, veliki ima sicer od 0 do 800, cirka 300. S tem lahko tudi spremenimo težišče, prilagajanju terenu, tako da če ga bočno postaviš tudi v 27 stopinj, lahko bi mogel osigurati mnogo bolj napravno mesto. Mislim, da se pokazal. Hvala najlepša.